Državni zbor je s 86 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o interventnih ukrepih. Z njim bodo socialni transferji, pokojnine ter plače javnih uslužbencev zamrznjeni v prvem polletju leta 2012. Izjema so nadomestila za čas brezposelnosti. Poslanci so sprejeli tudi 3 dopolnila. Po dopolnilu Pozitivne Slovenije bo za funkcionarje znižanje plač za 4% veljalo za celo leto 2012 in ne le za polovico leta. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Mateja Vraničar je dejala, da bo zakon prinesel približno 65 milijonov evrov prihrankov. Kot so se danes zavzeli poslanci, bo treba prvo polovico prihodnjega leta izkoristiti za pripravo strukturnih reform, tako pokojninske, zdravstvene in drugih, ki bodo šele lahko prinesle prave učinke. Kreditna ocena Slovenije je znova padla. Bonitetna hiša Moody's jo je znižala za še eno stopnjo. Ocena je z AA3 padla na A1. Glavni razlogi za to pa so slabotno stanje naših bank, ki jih bo morala reševati država, povečujejo se tveganja, ki bodo vplivala na rast našega gospodarstva, svoje pa je dodala še politična situacija. Nič namreč ne kaže, da bomo kmalu dobili novo in stabilno vlado, ki bo lahko začela sprejemati nujne ukrepe. Mercator je danes objavil namero za prevzem pivovarne Laško. Odkupiti je pripravljen vse delnice laške družbe, prevzemno ponudbo pa bodo objavili najpozneje v 30 dneh, a ne pred koncem novoletnih praznikov. Mercator je s prevzemno namero že seznanil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad za varstvo konkurence ter upravo in predstavnike zaposlenih v laški pivovarni. V pivovarni Laško bodo namero natančneje preučili v prihodnjih dneh. Kot so sporočili, bodo ravnali v skladu z zakonodajo in morebitnimi odločitvami pristojnih organov v Sloveniji. Danes se zaključuje enomesečna javna obravnava osnutka nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje od leta 2012 do 2021. Cilji stanovanjske politike so zagotovitev zadostnega števila bivalnih enot, večja varnost najemnikov in najemodajalcev, ustrezna zasedenost stanovanj, spodbudna davčna politika, najemniška politika, stanovanjski dodatek in prenova stanovanj. Mariborsko okrožno tožilstvo je proti županu Francu Kanglerju vložilo dopolnitev kazenske ovadbe, ki je posledica majske kriminalistične preiskave, v kateri je bil Kangler tudi pridržan. Po pisanju časnika Večer naj bi se ovadba nanašala na koristi za nezakonito posredovanje. Ob Kanglerju naj bi bil ovaden še nekdanji solastnik in direktor podjetja MC Line, danes pa direktor občinskih podjetij Snaga in Marprom Ivan Hajnšek, ki naj bi ga obtoževali dajanja daril za nezakonito posredovanje. Podjetje MC Line naj bi za občino nezakonito poskrbelo za brezplačni brezžični internet v mestu in zagotavljalo računalniško opremo, v zameno pa naj bi bil Kangler med drugim dobil tudi spletno kamero, ki jo je namestil v ptičjo hišico pred svojo hišo v Zimici. Jutri dopoldne se bo od severozahoda povsod pooblačilo. V Prekmurju in delu Štajerske bo večinoma suho, drugod bo popoldne občasno rahlo deževalo ali snežilo. Na Gorenjskem bo zapihal severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Padavine bodo zvečer povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, dnevne pa do 2 stopinji Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa bo zopet oblačno. Od severovzhoda se bodo proti zahodu postopno širile padavine, po nižinah bo deloma snežilo, deloma deževalo. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. V Slovenski Bistrici imajo težave zaradi zadolževanja v preteklosti. Bodoči zdravniki so v osnovni šoli zdravili bolne plišaste živali. Tudi v Muzeju narodne osvoboditve Maribor diši po praznikih. Bodite z nami ob 18.